Hadouken! 25. november, tretji dan, ki se ukvarjam, se pravi ponedeljek je, zdajle sem se ukvarjal s štop lampo in dejansko ni delal, sem kupil nova stikala, to je staro stikalo, sprednjega stikala ni bilo, skupil vse skupaj prišel 15 evrov in sem zamenil, se pravi, tale spodem pride tukaj v spod, zgoren je pa tam na desni strani in ni delal. Pa sem šel pogledat in Kostić Motors majstri za Tomose so narobe obrnili te žice. Hvala Bogu sem kar dosti hitro zvedel, ampak sem hotel povedati, Kostić Motors, to so taki profesionalci, oni restaurajo pri obnovi Tomosov. Če hočete, da Tomos res dobro obnovite, ne hodite k njim. To je moje priporočilo, ker vsak dan znova najdem nove napake. Tako da ja. Kač pa obratomer ne dela dober, ima neke probleme. Mogoče tudi zdaj, ker sem to popravil, bo kaj boljš delala, ampak igra po svoje. Pa danes sem opazil, da se ugaša, pa preveč zraka imam. Ne vem, mogoče zato, ker so temperature zunaj malo više, pa mu ne paše, ampak mislim, da bi se morala tudi kakšna diza zamenjati. Original je meni do 88, moram sploh pogledati, kakšna diza je not, če ni sploh kakšna druga. S tem se še nisem ukvarjal, ampak še vedno sem pri elektriki, kar mi kar mori, no. Mi mori, ker bi res rad, da ta obratomer dela. Mi je pa rekel en iz Srbije, da pa je za obratomerjem je en tak mehen vijaček, ki štelaš obratomer, no. Upam, da bo to rešitev, sam ne vem. Dali smo dol obratomer in tukaj zadnje ena lukenca, sem glih po svetu in noter je zakrižen šafen cigar. Vidiš, tukaj je en tak šafek, katere naj bi se to štelalo. In meni tam, da ene 6 pride, pa umre, se mu zmeša. Upam, da je to. To mi je rekel en iz Srbije, pa da vidimo dejansko, če bo kaj pomagalo. Vidiš, tako to zgleda in moraš res pazljivo obračati. Zdaj jaz ne vem, tole vidim, da je do konca zdaj, pa greš pa lahko v levo. No, jaz sem bil nekje na sredini, tako da me zdaj v desno do konca, tako, bom pa s testerom. Evo, mal je boljš, ampak ni to. Evo, če pržem luči. Situacija je taka, zmeril sem napetost in napetost ne presega 12, kar je dober. Zdaj, odkar sem dal čist na desno, malo bolj dela, ampak vse je razlika, če ugasnem luči. Ne dela dober, če pržgem luči, dela dober. Prav, vprašanje, ne vem ti sam kako. Mi je pa danes začel malo srati, po domač povedan, težko pržiga, pa ugaša se mu pada. Štanggas mu ne dela, mogoče se je frgazer malo zamašil, ker ko smo pucali tank, je ostala rjavina in benzin ni toliko čista, ne. Ni po moje zamašil frgazer, ampak je tazga, ne vem, bom pogledal, bom dal na razen, pa bom razstavil, ker druge razlage si ne znam dati. Razen to, da se je malo segrel, ni toliko možno, ker zdaj ta 2 dni, pa mogoče zato. Ne vem, to se jaz vse dobesedno učim še zraven, ker ko sem imel mulcga, nisem nekaj baš raufil, mogoče sem enkrat spucal frgazer, to je pa to, da bi pa kaj drugega delal pri BT-ju, pa nisem. Odkrat je obratomer meni se delal čist dober, ne vem, to je 30 let skoro nazaj. Frgazer sem komi dol, ne vem, zakaj gre toliko težko, zdaj ga bomo odprli. Jaz sumam, da so se smetke zamašile, ker nimam filtra za benz, očitno bo mogel dati še filtr za benzo vmes, še eden dodaten, ker pač rjavina še vedno teče z benzom noter, zdaj upam, da novke škode naredili cilindru pa to. Je, kar je. To pa je črno, če pogledaš na to. Viš. Ok, zdaj sem zlil malo benz, gled to. Bom še dal filter vmes. Tole takole zgleda. To je glavna diza, ne. Tukaj se pa navad zamaši. Vidiš? To zdaj treba vse razrediti pa spucati. Tole je za štandgas. Se pravi,
prosti tek po slovensko. Plovček, da ti zapre benz, ki ti pritisneš, da spustiš dol in pa se benz nalije. Za zrak, vidiš. To je tam obrat pa pol od zaprtega položaja. 8 kagedora. Pa delorto si navajen na šafen cigar, ko se spomnim. Štale zapera benz, vidiš ta. Zdaj smo ga čisto razdrli, treba ga spuciti. Tako je svinarije noter. Zdaj to. Tako da ja. Imam kar z brake cleanerjev, kot to imam. Vidim, da mi je še tale počasi k vragu hodi. Ne vem, če se da nabaviti to novo tesnilo ali ne. Vzamemo zrak, pa spihamo. Zdaj sem še ta vijak. Ta vijak je pa za... Veš, da ne vem. Napišite spodaj v komentarju, zakaj je ta vijak. To je svinjsko. Vedno moram po filter. Dodamo do konca. Vidiš? Pa pol, en, pa en pa pol. To naj bi bilo po nekem pravilu, pa pač ustrezno temu tudi sam podmeneš. Jaz, ko sem bil mlajši, sem vedno rad pretegnil šrafe, ker sem se vedno bal, da bom premalo zategnil. To je to, zdaj damo gor. Tukaj gor prije. Tako. Zategnemo. Še predtem grem pa po filter. Dobili smo filter. Ta filter bomo dali med tole pipco in med frgazerjem. Zakaj? Zato, da ustavi vso to rjavino, ki je še noter. Zaradi tega mi se je frgazer tudi zamašil, pa slabše začel delati. Zdaj sem to spucil. Dobil sem filter, zdaj bom to odrezal. Res, da je ta filter malo velik in je malo nerodno tukaj vmes, ampak druge ni. Tako da tole se bomo zdaj lotili. Evo ga, zdaj sem tole naštimil. Ni glih idealno, ker je malo prevelik. Takole tukaj bi si želel, da je malo lepši kot, veš, ki ga malo zoža. Ampak to je to za zdaj. Bomo pa videli, koliko časa tale cevka drži, ker znajo zaradi bencina rata trde pa poča. Tako da bi mogoče rabil malo manjši filter, ampak tega so pač imeli. Zdaj bomo dali gor plastike, pa masko.
An, ban, 5 podgan, 4 miši, upaj, piši, vija, vaja, van. Veš, dobro, da imam tole. Tukaj pride gor plastični taki nastavki, kateri držijo masko. Vetrna zaščita, da bo letel. Da bo večja aerodinamika. Upajmo, da bo tale plastika sploh prišla gor. Mislim, da ni kaj zvito, skrivljeno, podvat pri teh starih zadevah lahko. Nikoli ne veš, dokler ne začneš sestavljati. Treba malo napet. Kar ni dobro, no. Bi si želel človek, da direkt paše, ne? Tako ti pa lahko maska poče. Itak, zdaj pa to. Kar zakompliciran zraven prijeti, ki ne priješ zraven s prsti. Oh my god, tole sem se pa kar namučil. Dejansko sem tele šraufe vzel malo prekratke. No, vzel sem toliko dolge, kakor piše v njegovi knjigi. Ampak če hočem dati vzad še uno varnostno tole podložko, dejansko nisem mogel zraven prijeti. Sem vse skup naredil, prešvicu se, ampak tukaj je malo počla, vidiš. Ker tele palce noter, ki so toliko bile napete, da dejansko sem jih moral kriviti, štemat malo, da sem jih zravnal. In je šlo, kakor je šlo, tako da dejansko plastika napeta, malo bolj je počel, to mi je res žal. A tukaj dole tudi malo počel znotraj strani, ampak ni hudega, upam, da ne bo šlo naprej. Ampak kaj si mislite zdaj, tole kar zdaj zgleda, glej, koliko je lep. Tazga BTS, točno tazga, brez nalepke je bil, siv je bil, imel MF Power. Točno tazga. Imam pa jaz nalepke, tako da se bom lotil tudi nalepk, zato da bo res dejansko, kakor je original bil. Zdaj vidimo, kako bo kaj prižgal. Ok, dost. Evo ga, zdaj spet dela normalno, kakor je delal. Prav, fregazer je bil zapocan. Zdaj sem pa lotil nalepk. Sem ga malo spucil. Od vseh teh maščob pa tega. Da bo lažje nalepka prijela. Evo jih, to je set nalepk. To dobiš, ne vem, pri Frčo Mototu za 230 €. Tukaj le imam eno slikco, čeprav bom pogledal še na internet. Ampak edini videl sem problem, bo tam vzad pri prtljažniku, da imam malo dostopa. Tako da bo treba tam se malo pomučati. Nič bo zgleda treba dati dol. Jepak. Da pa pada spodaj kol. Vse pada. Ok, situacija je taka. Imamo tukaj milenco. Imamo tole za gladiti gube. Imamo za omehčati nalepke. Pa seveda imamo nalepke, tako da se lotimo dela. Zato bomo dejansko fenirali nalepke. Zato, ker so malo to ukrivljene, pa jih treba malo zvenati. Zdaj to prvič delam, tako da ne bi zameril, če kaj se zmotim, ampak zato imamo pa tole, ne. Tole špricaš tole. Pa vzameš, ne vem, ki slika, pa je prvo, vzameš, zdaj ja bo treba rezati. Tole moraš biti zelo pazljiv, ker če ne režeš, druge nimaš, moraš nove kupiti. Kdo bi si rekel, ker sem bil 16, da ko bomo starejši, bomo obnavljali BTR. Takrat, ko sem ga imel, sem bil ful vesel. Sam se spomnim, da ko sem skuterji prišel, to je bilo čisto druga ljubezen. Ker to je bilo svetlobna leta pred Tomasom.
No, zdaj pa dva. Je pa všeč to, da dejansko so ljudje, ki ohranjajo to in delajo dele za Tomose, čeprav večinoma so deli Srbije, pa Bosne, pa so bolj kot slabe kvalitete, ampak vseeno je nekaj. To pa zdaj špricamo zato, da lahko premikamo. A veš? Ne drži, milnica mogoče ni ta prava. Imamo vodo za stran. Zdaj tako, je to prava pozicija ali ni? To je vprašanje. Sem je pobeglo, ker se je odlekel. Aha, vidiš, evo. Ker je pa milnica, ga pa lahko prestavim. No, tole gre pa lažje dol. Če trofnaš, a veš, to je tista zadeva. Če trofnaš, da treba po nahučke, vendar ne, jaz to vem, da ne bo tako, kot profesionalci hočejo, da je, ampak glej. Zdaj pa to treba dati dol, pa vjeti. Ok, skratka situacija je taka, tam sem zajebil kar orenk, sem pa jih dol, pa na roko spet gor, malo sem jih uničil, se vidi, da nima izkušenj, tako se učiš, druge ni, očitno, če pošprica, mora malo počakati, da se posuši, preden se lotim dela, da jih dam dol na to, pa ker sem nepotrpežljiv, pa delam napake, taki pač smo. Veš, če je milnica, lahko daš stran, kar ponavadi ne moš početi. Ok, gremo zdaj, če moj načrt uspešen, probati. Opa, to je to. To se še vedno malo odlepljuje, ampak gre lažje.
Se pravi, prehiter sem prej bil. Prehiter, ja. Tako da me je tepal. Pa dobro, skozi se nekaj naučiš novega. Zdaj pa treba ujeti, da bo podobno kot druga stran. Ampak je zelo težko okole videti. Takole nekako. O, majko moja, kako sem to naredil? Fuck, no. To se ne vidi. Isti kurec na kamer. Ma ne vidi se dobro, jebiti, pa jaz se smatram. Vedno ni dovolj dober, nalepka se do spod odlepljuje. Ja. Evo, tole sem zdaj dokončal, sem glih kar ugotovil, da ni kamera snemala. Zdaj si lahko pogledate dejansko, kako izgleda. Tale stran mi je šla ful lažje kot karuna. In kakšno nalepko Tomos da mi, to je to. In še zadnja nalepka. V koncu sem ugotovil, da moraš samo dovolj časa sušiti, pa ga je čim lepše da. Prav gre lepo da. Ja, vidiš? To je to, se me pogledam. In pogladim. Zdaj moram pa še sestaviti nazaj. Pa še sedež, zadnje opravilo. In BT je končan. Končno! Končno je BT končan. Mogoče tu pa tam bo še kaj treba zategniti, ampak moj BT-ček je končan, obnovljen BT, letnik 87. To je leto, ko sem jaz šel prvič v šolo, prvi osnovni razred. In evo ga BT, obnovljen, kolikor je lahko v moji moči, sem kar čustven. Kar čustven sem, ker nikoli se ne bi rekel dejansko, da bom še kdaj imel BT-ja, sploh pa kaj novega. In spet bom bil 16 let star. Tako da ja, noč, treba bo še malo pregledati vse skupaj na hitrico, pa kakšno testno vožnjo je. Hvala, ker ste gledali.
Evo ga, dolga pot je za nama. Danes je 26. november, se pravi november, oktober, september, august, juli, juni, maj, april, marc. To je 8 mesecev. Bilo bi prej, da mi Kostić Motors ni metel polena pod kolena, ampak sem jim hvaležen. Hvaležen sem jim zato, ker sem se podvizal in sem sam naredil, sam se šel k izzivom in sem dobesedno se naučil toliko stvari, ki jih nikoli se ne bi. In od zdaj naprej vem, da dejansko bom delal vse skupaj sam, nikoli se več ne bom na nobenega nanašal, ker dejansko ljudje ponavadi se ne držijo svojih besed. Tako da, to je to, zdaj je motor obnovljen, zdaj pa da vidimo prvi vžig. Ajde. Mogel bi ga malo napumpati. Malo bi ga prej mogel napumpati, ampak... Malo se mogel še poigrati. Nastavišjo zagazerja spet, ker se napustal. Bo kar crkno, bo mogel malo tam gas naštelati. Mogoče bi mogel skupaj še malo tale avtku pošvasati, ka pušča. Tako da tega se bomo še lotili. Ampak načeloma je to. Mrzo. Ojoj, sem se ustrašil. Nizek štandgas.